En lep pozdrav vsem skupaj. Ja, danes video v slovenščini. Včeraj je zelo zanimiv dan za kripto svet. Za vse tiste, ki ne veste točno, kaj se je dogajalo. Ponavadi imam jaz bolj tehnično analizo na mojem kanalu, ampak danes bom tudi govoril o tem, kaj se je včeraj dogajalo na fundamental side, se bi temu reče, se pravi, glede novic, kaj so se zgodile. Se pravi, prva stvar, seveda, kar se je zgodil, če ne veste, se je zgodil napad na Binance, je bil organiziran napad. Tukaj si lahko preberete več o tem. Ampak, če povzamemo, hekerji so napadali prek lažnih akauntov, oziroma naredili so lažno stran, podobno Binance, kjer so dobili podatke od userjev, in potem so včeraj kupili coin via coin in s tem dvignili umetno njegovo ceno in ga potem prodali, kupili z drugimi akounti in hoteli, se pravi z 31 akounti, potem hoteli to, se pravi, prodati po visoki ceni, in seveda vzeti denar dol, ne. Ampak na srečo je bil Binance zavarovan in so nemudoma pravzaprav ustavili vse withdrawle, vse nakazila, vso tradanje, in tako da v bistvu noben denar ni bil izgubljen. In zaradi tega bi potem pričakovali, da bo cena takoj skočila nazaj, ker to je bila ta novica, ne, in potem se je zgodil največja prodaja bitcoinov v zelo dolgem času. Če pogledamo to svečko, kako dolga je bilo res ekstremno prodajanje, ekstremno velik volumen zaradi te panike. In čeprav je bila potem se je ugotovilo, da so zavarovane, bi pričakovali, da se to bi odbilo, ampak se ni. In to je pa zato, ker sta se zgodile še dve pomembne novice, to se lahko preberete tukaj na CNBC. Ampak, se pravi, SEC, se pravi, to je ameriška regulatory, ne vem, kako se v slovenščini reče, regulatory body, se pravi, nadzorujejo, rekli so, da bodo nadzorovali vse exchange in da se morajo vsi exchangi, se pravi, vse menjalnice prijaviti pri njih, kar seveda je tudi naslednji razlog za paniko, ker veliko teh menjalnic ni registriranih. In dejansko je pač ambicija seveda vlade, da bi čim bolj omejila, oziroma da bi potegnila seveda davke in vzela kos potice, normalno. In zato se v bistvu več različnih ustanov v Ameriki nekako poteguje za to, katera ustanova bo nadzorovala to. Se pravi, SEC je ena, securities, oni nadzorujejo securities, in druga je, da je sodnik rekel, judge, US judge says, CFTC, se pravi, oni nadzorujejo commodities, se pravi, commodities so pravzaprav recimo zlato, v bistvu vse dobrine, ki so fizični obliki, zlato, srebro, tudi recimo žita, vse take stvari, oni to nadzorujejo in oni pa pravijo, da je bitcoin podobno kot zlato, store of value, se pravi, na eni strani hoče CFTC nadzorovati cryptocurrency, po drugi strani hoče SEC nadzorovati exchange. In ja, na koncu kaj to pomeni? Pomeni preprosto to, da je market, oziroma nesigurnost v marketu, kaj se bo zgodilo, in zato nismo videli še vedno tega odboja na gor. In ja, seveda zdaj vprašanje, kaj se bo zgodilo za tem, po vseh takih velikih novicah. Mislim, jaz sem itak že prej, jaz sem recimo že prodal bitcoin tukaj gor, sem naredil video, če ste gledali.
pri 11.300 poteli svečki tukaj. Ampak ja, dolgoročno je to dobra stvar, da se pač večkrat, ko bo, jaz recimo, če berem knjigo od Andreasa Antonopoulisa, to je ta Grk, ki je živel od samega začetka, ne samega začetka, ampak je zelo priznan, kar se tiče Bitcoin, ima napisal kar nekaj knjig, ima vedno te govore in razlaga o tem, pravi, da so v bistvu te napadi dolgoročno dobri za Bitcoin. Seveda kratkoročno ne, ampak recimo dolgoročno. Podobno kot, ne vem, Google pred leti, ko je začel, imel tudi napade, phishing attack, DOS attack, in kar je pomenilo, da kdaj Google ni delal, lahko par minut, lahko par ur, ampak seveda večkrat imel teh napadov, bolje postal odporen na vse te napade. In podobno je Bitcoin, več ko se teh napadov dogaja in na menjalnice in na samo kodo, ki je še vedno niso uspeli zhekati, bolj odporen na vse to. Podobno kot pri ljudeh, če premagamo virus, premagamo neko bolezen, postanemo odporni na to. Tako da v bistvu dolgoročno je dobro, da se pač vsa možna telesa in ne telesa, vsa možna, ja, to je prevod, se pravi iz angleščine. Vsa ta regulacija želi seveda nekako nadzorovati Bitcoin in vsi se potegujejo za to. In v bistvu Bitcoin je napaden z vseh in kriptokurenci je napaden z vseh možnih strani, in iz hackerjev in iz vlade, kar je čisto normalno. In kar pravi Andreas Antonopoulos, edino kar mora Bitcoin storiti. Čakajte, bom pogledal še, imam tukaj to knjigo, pravzaprav, če me zanima, zelo dobra knjiga. The Internet of Money. The Internet of Money, ki govori o tem. Tale knjiga, ja. Več, ko bo teh napadov se zgodil, bolj bo, se pravi, edino, kar mora narediti Bitcoin, je preživeti vse te napade. Dolgoročno je zaenkrat mu to zelo dobro uspeva. Tukaj je že bilo ogromno, je bilo teh napadov že na menjalnice, na samo kodo, in dejansko je Bitcoin vse to preživel, kar je dolgoročno zelo dobro. Seveda kratkoročno pač vidimo padec v ceni. In ja, kaj se bo zgodilo sedaj? Jaz sem v bistvu še zmeraj bolj mnenja, da bomo šli nižje, zato ker če bi se odbili, pričakujem, da bi se že odbili po teh novicah. Ampak trenutno je res tako nekako nesigurna situacija, da mi pravzaprav tehnična analiza tukaj kaj dosti ne pomaga. Zato ker tehnična analiza mi pomaga takrat, kadar se market nekako giblja v nekih normalnih razmerah. Ampak ko pridejo do nekih takih novic kot včeraj, v bistvu te novice porušijo čisto vse te vzorce, kar se tiče tehnične analize. Tako da ok, jaz lahko tukaj zdaj gledam, kaj se dogaja s ceno in kaj se dogaja s temi indikatorji, ampak res v tem momentu ta tehnična analiza mi ne pove kaj dosti. Pravzaprav. Ok, vidimo da se počasi odbijamo, gremo v stran. In to je to, pravzaprav res, kar trenutno moj plan je počakati, enostavno počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo s tem. Se mi zdi preveč riskantno karkoli dodajati dolgoročno, prodajati ali kupovati, počakati, kaj se bo opazovati, kaj se dogaja z Bitcoinom. Če gremo nižje od tega prejšnjega supporta tukaj dol, in tukaj smo imeli tale resistance, se pravi, če gremo pod to cono, se mi zdi to zelo nevarno za Bitcoin, vsaj kratkoročno bomo potem hitro padali vse naprej dol do 6000, zato ker ni nobene druge cone, neke močne cone vmes, ki je tukaj še ena, no, nekako, ok, imamo še eno cono tle, ampak ja, se pravi opazovati, kaj se bo sedaj zgodilo. Če gremo niže, potem
če gremo pod tele, pod 9000, med 9300 in 9000 na Bitfinexu, v dolarjih, vsekakor alarm bells. Vsekakor pomeni, da se bo downtrend nadaljeval. Tako da to je to. Like, share and subscribe. Če imate kakšna vprašanja, bom z veseljem odgovoril. In veliko sreče pri tradanju.